Pozdravljeni, dragi moji prijatelji. Ja, ponedeljek je in res, danes moramo v šolo, vendar danes je tudi en prav poseben dan. Danes je Sveti Miklavž. A so vas včeraj zvečer kaj parkeljni preganjali? Mene so kar lovili po Mariboru. Sem verjamem, da vi ste bili pridni za razliko od mene. Današnji naslov je Novomašnik. Pa poslušajmo. Miha je bil posvečen v duhovnika 2. julija 1972 v nadžupnijski cerkvi svetega Jurija na Ptuju. Miha je tako postal pater Miha, na kratko P.Miha. To so bili zlati časi slovenskih minoritev, saj je takratni škof Držečnik poleg Miha v duhovniški stan posvetil še 4 druge minoritske duhovnike. Tudi sveti Frančišek, ki sicer ni nikoli postal duhovnik, je imel svojo prvo pridigo v cerkvici svetega Jurija. V njej je bil tudi pokopan. Pa smo spet pri enem bojevniku, in sicer svetem Juriju. Sveti Jurij je bil svetnik, ki je živel v začetnem obdobju krščanstva, ko so kristjane hudo preganjali. Bil je vojak v službi rimskega cesarja Dioklecijana in je zato, ker se ni hotel odpovedati svoji veri, umrl mučeniške smrti. Največkrat je upodobljen kot močan mlad mož v viteški opravi na belem konju, ki s ulico prebada zmaja, ki simbolizira hudiča. Tudi sveti Jurij je, podobno kot nadangel Mihael, zmagovalec v boju proti hudobnemu duhu. Vendar je za razliko od nadangela Mihaela sveti Jurij umrl. Kako je torej zmagal, če pa je umrl, bi se morebiti kdo vprašal. Veste, dragi moji, smrt mučenca za vero ne pomeni poraz, temveč ravno nasprotno. Je dokaz, da je bil pričevalec, da je ostal zvest svoji veri, katero je v polnosti izpričal svojo smrtjo. Angeli in nadangeli namreč ne morejo umreti. Ljudje pa bomo prav vsi enkrat umrli. A naša zemeljska smrt ni večna smrt, temveč je samo prehod v večno življenje. Sveti Jurij je torej zmagal v boju, ki je bil predvsem boj s samim seboj in skušnjavo, da bi se zaradi muk trpljenja odpovedal veri. Žal je zato plačal najvišjo ceno. Najbolj znana je legenda, kako je rešil kraljevo hčer pred zmajem, ki je ustrahoval vso deželo. Napadel ga je s ulico, ga ranil in obljubil, da ga bo ubil, če se bodo dali vsi krstiti. Ko ga je usmrtil, se je dalo krstiti kakih 15.000 ljudi. Zelo resnična je trditev, da je kri mučencev seme novih kristjanov. In kot zanimivost, ali veste, da se država Gruzija, ki se nahaja na Kavkazu med Rusijo in Turčijo, imenuje po svetem Juriju? Gruziji se namreč po angleško reče Đorđa. Đorđ pa po naše pomeni sveti Jurij. Torej, sveti Jurij je zavetnik tudi Anglije in številnih mest, med drugim tudi, da vidimo, katere v Sloveniji. Morda veste? Kaj mislite? Ljubljane? Ptuja? Tudi in še Pirana. No, pa še naloga za danes nas čaka. Kaj pa je to? Danes je, kot smo že rekli, Sveti Miklavž. In danes bodi tudi ti kot Sveti Miklavž. Obdaruj bližnje s kakšno malenkostjo. Če kaj podariš resnično iz srca, pa če tudi še tako majhno stvar, je to več vredno kot drago darilo, ki ga daš s stisnjenimi zobmi. Pa še kako res je. Lepo bodite, lepo praznujte svetega Miklavža in z Bogom do jutri.